Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Zdaj bo malo Mance pomagala začeti ta video. Ne, Mančika? Ja. Vedno bolj so topli dnevi, vedno bolj vroče je. In znamo vedno več veni. In sem se odločil, da bom Anjo vzel in jo odpeljal na en taki mini izletek. Ne bom pa ji povedal, kam greva, pa zakaj greva. Greva bolj zaradi mene, ker bi jaz rad nekaj novega sprobal, ko sem dobil, ampak ona tega ne ve. Ona misli, da samo njo peljem. Ampak dobro. Tako da gremo mi lepo na pot. Brez Mance. Evo, mi dva smo že na poti do najne destinacije. Zdaj pa vam moram nekaj povedati. Zdaj že en čas uporabljam novi telefon Huawei P60 Pro. Nora zadeva, slike so odlične, ful dobro zgleda, ampak, da vam še prej povem, valjda mogel sem ga unboxat, zraven pa dobiš ovitek in pa polnilec. Zdaj pa poslušaj, ta polnilec, ki ga dobiš zraven, ne? Telefon ti do polovice, to je do 50%, ti napolni v 10 minutah. Kar je super za mene, ko se mi pač vedno nekam mudi, si samo telefon hitro vtaknem, pa se mi do polovice napolni v 10 minutah. Ampak telefon odlično zgleda, pokaži. Telefon je res lep, res lep. Telefon je še meni zelo všeč, to je rokoko bela barva telefona. Jaz mislim, da je to tak barva za vsakega, tak elegantno je. Pa zdi se mi nekaj novega, da še nismo tega videli. Tega še nismo videli, ja. Ne, telefon je izjemno lep, ampak če si vedela, to zadaj, če jim pokažeš, ne? Ja. Ta vzorec na ozadju ima čisto vsaki Huawei P60 Pro, ki ima rokoko belo barvo, ima različnega. Doben telefon nima istega ozadja, istega vzorca, ki ga imam jaz, identičnega vzorca, pravim. Imajo rokoko belo barvo, ampak je tudi nekaj druge črta, pa druge pika. Ampak moj je dejansko samo za mene, samo jaz sem takega. Ja. Ampak res, zakaj pa še gremo na to destinacijo? Glih zaradi tega, da vam pokažem, kako hudo veliki bist je ta telefon. Glih zaradi tega gremo tja. Boste videli. Samo jaka na teti telefon moraš ful paziti, ker se mi zdi, da je kar škoda, če bi se mu kaj zgodilo. To ne skrbi, to bom že pazil, pa ne rabiš toliko skrbeti zaradi tega, ker to steklo, pokaži. To steklo se imenuje Kunlun, to steklo pa je 10-krat močnejše kot pa prejšnje generacije, pa drugih telefonov. Te pa tako. Ne skrbi, bo v redu. Evo, končno smo prispeli na eno destinacijo. Sma pa v Arboretumu Volčji potok. Kaj praviš, Ana, ti je všeč? Zelo je lepo, tako res. To je ogromen plac. Pač res bolano in komaj čakam, da vam zdaj naredijo par slikic z mojim novim Huaweiom P60 Pro. Tako da, gremo gas. Kje si, Anja? Ok, zdaj bom vam pokazal, kako hudo dober ima zoom ta telefon. Pri Huawei P60 Pro so naredili 100-kratni zoom. Zdaj pa le, kaj to pomeni. Valjda slika ni kristalno čista, ker je vseeno 100-kratni zoom, to je tako full zoomirano. Vidiš to prvo klopco, Anja? Ja. Vidiš ta drugo klopco, čisto tam doli? Ja. Se vidi, ne? Ja. Ampak ti jo vidiš tako na malo, ne? Ja. Zdaj pa le to. Pridi bližje pogledati. Sem. 100. In le to, klopca je prevelika, da bi prišla not v kader. Cela vidiš? Ja. Eto, zdaj pa še vam bom pokazal par primerov portret fotografiranja z Huaweiom P60 Pro. Bo pa gor Anja moja. Zdaj pa poglej, kaj še ima tak sik ta telefon. Predstavljaj si, da jaz postavim 3 osebe, ena za drugo. Ena je tukaj, ena pa je zadaj. Prej je bilo tako, da si lahko samo prvo osebo fokusiral, pa so bile druge zamegljene, ali pa drugo, pa so bile druge zamegljene, ali pa samo mene fokusiral, pa je bilo vse drugo zamegljeno. Zdaj pa lahko naredi, če smo vse 3 osebe ostre, vse drugo pa je zamegljeno, kar je kar sik, če imaš neko portretno sliko
za tvojo punco ali pa s tvojimi kolegi, pa ste malo pač tako postavljeni. Ni to sik. Ena izmed top zadev pri tem telefonu pa so makro slike, ampak to je res uporabna stvar. Da ti se samo približaš neke stvari, tu v lepo nastavitvah nastaviš super makro, čist easy je. Greš blizu neke rože, oči, whatever kaj in gled to, narediti dejansko perfektno sliko. To je tako, da imaš fotoaparat za 5 jurjev, pa objektiv za 4 jurje. Pač sliko ti naredi res dobro. Bom dal zdaj tudi par primerov, da boste se pogledali, kakšne slike sem tu naredil. Razumete, nisem profesionalec, vseeno jaz to slikam malo za sebe pa za vas. Verjamem pa, da tudi vi bi lahko naredili še boljše slike. Če si misliš, da so te fotke dobre, moraš videti, kakšne fotke dela telefon po noči. Ponekod je bila čista tema in je telefon naredil dejansko sliko, ki je bila ful dobra in zelo uporabna. Kaj pa je to sploh mogoče? No, to omogoča ultralighting telefoto objektiv, ki sprejema kar 178% več svetlobe kot pa prejšnji modeli, kar je noro. Dejansko, to zdaj pogledajte, dobro si pogledajte, ponekod je bila čista tema. Jaz sem videl, kje sem prvo posnel vse okoli, pol sem pa šel z Nightmonom fotografirati. Zdaj pa jaka razlika je. Eto, to je bilo vse za ta vlogec, za to potovanje najino izletek. Kako se ti je zdelo, Anja? Meni je bilo ful fajn. Je bilo fajn, ne? Ja. Zdaj pa vi v komentar napišite, kaj vas je najbolj presenetilo pri novem Huawei P60 Pro. Pa če vam je všeč telefon, mi povejte, bi ga imeli, bi ga ne imeli, kaj bi spremenili. Pa ne pozabite lajkati tega videa, idite na moj Instagram in TikTok profil JackOnTheBox.Slo, vse imate v opisu. Pa ne pozabite se subscribati, to pa nujno, subajte se, pa gremo do 1000 lajkov. Ajde, imate to, uživajte.